Pozdravljeni še enak vsi v imeni vsemogočnega Boga in odrešitelja Jezusa Kristusa. In jaz bi mu rad nekaj zavipal. Ena izmed najbolj depresivnih stvari, ko jih čujem ljudi tako pogosto gučati, je, ko enostavno ne vidijo namena določenih stvari, ko se dogajajo. Ko je point, ko je cilj toga, pa zakaj je to potrebno. In to se ljudje izpitavljajo v zakone, v družinskem življenju, v financah, v duhovnosti. In pri stvarih povezanih s cerkvijo se ljudje večkrat pitajo, pa kaj je namen toga? Enostavno ne vidim pravega vzroka, zakaj se to dogaja, se je zgodilo, sem izčrpani. Zakaj naj bi se še dole trudil? Zakaj se trudim delati to, ko bi naj bilo dobro, če pa to sploh ne napravi niti ene spremembe? To delo sploh nima namena, ne vidim jaz vzroka namena v tom, ne vidim rezultatov. In zato obstaja razlog. Večkrat čujem ljudi povedati, ka ne marajo oziroma sovražijo bolečino. In ko vas se direktno pitam, koliko izmed vas sovraži bolečino, nema rad bolečine, da so kakšne problemi, da so kakšni izzivi. Večinoma nas je zdignilo roke in vrlo nekaj se vsi strinjamo s tem, ka ne maramo oziroma sovražimo bolečino. Ampak je pa to ena stvar. Moje mnenje pa je, ka ljudje ne sovražimo bolečine. Toliko ljudje sovražijo, je bolečina brez namena. Ljudje sovražijo bolečino, kdo ne vidijo razloga za tem. Naprimer, če se zgodi nekaj slabega in ne vemo, zakaj se je to zgodilo. Mogoče se je zgodila prometna nesreča in je nekako pri tom poškodovani, ali pa se testiranje pozitiven na korono, ali izgubiš službo in se ob tej stvareh izpitavljaš, o Bog, pa kje si ti prisoten v vsem tem. Ne vidim razloga, kaj je namen vsega toga, zakaj se to dogaja, Bog. Pa tako se trudim delati, ko je prav. Pa jaz sem dobra oseba in probam pomagati ljudem, ampak ne vidim razloga, zakaj je vsa ta bolečina prisotna. In resnica je, ka ljudje lahko zdržijo dosti bolečine, če je za tem namen. Če znajo, zakaj morajo to prestati. In zanimivo, celo smešno je, ljudje so pripravljeni plačati za to, kaj bi izkusili bolečino, če je za tem namen. Naprimer, mnogi vsakšo leto, zdaj ne vem, če je lani bilo, ampak vsakšo leto na Ljubljanskem maratonu plačajo vstopnino, ne 20 evrov, kaj bi v tom sodelovali. Za sebe lahko povem, kakšnega 2 kilometra, pa malo kaj več bi zdržal, ti bi me pa že začelo vse boleti. Ampak ti bi mi še ostalo, ne 40 km za prebežati. Ljudje plačajo, pa plačajo, ko bi bežali na maratoni. Če gli znajo, ko imeli bolečine. To pa zato, ker je zadovoljstvo, izpopolnjenost oziroma občutek uspeha tem ljudem vreden bolečine. Isto tako je, če odeš v fitness. Po večini je tudi za plačati, pa odeš trenirati v fitness. Treniraš biceps, rame, tricepse, prsa, noge in ti naslednji dan po fitnessi se ko zgodi? Te vse boli. Joj, to zdaj trpelo. Ampak ljudje doplačali, kaj izkusijo takšno bolečino. Zato, ker se želejo končnega uspeha, kaj vidijo, ko njim je cilj. In tudi se počutiš boljše, če ideš z drugimi, to skupaj delati, uživaš v njihovi družbi, začneš imeti lepšo postavo, si v dobrej formi, imaš kondicijo, koga jaz nemam, ampak dobro. Podobno je, tudi lahko povemo, pri rojstvi, ker je zelo boleče, ampak kdo mama drži svojega deteta v naročju, je vsa ta bolečina bila vredna toga, ne? Vrvljen, kada vsi starši to potrdili. Ljudje ne sovražijo bolečino. Kar sovražijo, je bolečina brez namena. Človek lahko prenese ogromno bolečine, če ima to namen
v njegovom življenju. Če malo poglednemo situacijo okoli nas, se lahko strinjamo, da situacija ne je glih enostavna. Smo v negotovih časih, ne je enostavno, ker lahko povemo, da ne vidimo, ko dosti dobrega v teh časih. Je dosti razočaranja, je dosti bolečine. In pogledamo zdaj z biblijskega stališča o nameni bolečine v življenju Božjega človeka, Božjega služabnika. Najprej pogledamo besede Jezusa, ko se me včasih malo zmedle. Lahko pogledamo v Luka 22. poglavje 31. vrstica. Je Jezus govoril Simoni Petri in pravi. 31. vrstica. Simon, Simon, glej, Satan vas je zahteval, da bi vas presejal, kakor pšenico. In ko to pomeni? Torej, Jezus pravi Petri, hudič, ščej dovoljenje za napad na tebe, na vas, na Božje služabnike. Šatan bi tebi, bi rad von zadal bolečino, rad bi vas dal skozi preizkušnje. Jezus bi lahko Petri dobesedno povedal, osramočen boš, ponižan boš, ker ne boš uspešen, zgrešil boš, spodno boš in boš v obdobju, ko je težje, šmetnejše, kot pa si lahko predstavljaš. In še nekaj prešljemo to vrstico, 31. vrstica. Simon, Simon, glej, Satan vas je zahteval, da bi vas presejal, kakor pšenico. In ti naprej pravi Jezus v 32. vrstici, jaz pa sem molil zate, da ne opeša tvoja vera. To me je zmedlo. Šatan se še dovoljenja za napad. In Jezus pravi ko? Ok, lahko napadneš, ampak Jezus mu molil za Petra. Če bi bilo na meni, bi ga rajše povedal, vi pa ti pisti molitev, pa preženi šatana hudiča v mesta, samo nejni mi pove Jezus, pa ga po domače povedano zogne v kraj od meni. Šatan pita Jezusa, lahko napadne. Bomo pozorni na to, kaj Jezus ne tega povzročil, ampak je iz neznanega razloga to dopustil. Ne vem za vas, ampak meni se zdi, da smo trenutno tudi pod šatanovim napadom. Stvar se še vseeno nadaljuje in se spitavljamo, kdo se to končno zaključilo. Frustracija, ljudje, ker so v bolečinah, ker so betežni, ker imajo potrebe, ljudje, ker izgubijo službo, tudi te delodajalci, ker morajo sprejemati te žmetne odločitve. In vse se nadaljuje, keren za kednom. Vsem tom se spitavljamo, znova, kdo bomo končno prišli nazaj v normalno življenje. Bog, kdo boš končno čil jok mojega srca? Bog, gdje si ti v sredi vsega toga? Mogoče se počutiš, kako si neuspešen v svojem poslu, v svojem zakonu, razmerje, kako storiš, kako prijatelj. Kdokoli se zdi, kako te šatan napada, kako te preizkuša, je važno, da se spomniš, da včasih Božja priprava pride zapakirana kot bolečina. Z drugimi besedami, v tvoji bolečini je namen. Bog lahko uporabi bolečino, ker mi prestajamo, ka najprej napravi nekaj v nas, prej kot nekaj napravi skozi nas. In bolečina, ker jo izkušamo, je lahko priprava za namen, ker ga Bog pripravlja za nas. Pogledamo, kako to zgledne skozi dogodke v Bibliji v Petrovem življenju. O tom sem že govoril v eni od predik, ampak Peter je bil eden tak poseben učenec, v katerega življenje se seveda splača stalno znova pogledati. O Petri se lahko mi počitimo predvsej dobro, zato ker je Petri večkrat spodletela, ampak kako se žal
dogaja tudi meni, tudi nam. In šatan ide za Petrom, ga napadne in rad bi, ko pogledamo nekaj Petrovih spodrsljajev in vidimo, zakaj se je to zgodilo. Najprej, ko je zapisano v Mateji 16. poglavje, in to je, gdje Jezus napove svojo smrt. Jezus pravi, Bog me je poslal, ko dam svoje življenje in ko bo na tretji dan vstal od mrtvih. In ko napravi tu Peter. Peter se v bistvu postavi proti Jezuši, zato ker jasno izpove svoje poslanstvo. Preštemo se v Mateji 16. poglavje 21 do 22 vrstico. Od takrat je Jezus začel svojim učencem kazati, da bo moral iti v Jeruzalem in veliko pretrpeti od starešin, velikih duhovnikov in pismoukov, da bo moral biti omorjen in biti tretji dan obojen. Peter pa ga je vzel k sebi in ga začel grajati. Bog, ne daj, Gospod, to se ti nikakor ne sme zgoditi. Peter pravi Jezuši, nej, nega šans, to se ne sme zgoditi. Zakaj? Zato, ker Peter še ne razumel dejanskega Jezuševega poslanstva. In ti naprej, prešimo še 23. vrstico. On pa se je obrnil in rekel Petru, poberi se, za menoj Satan, v spotiku si mi. In dokoli te Jezus, tako povedano imenuje, šatan je to znak, kako si včino, kaj ne dobro bilo, ne? Petra Jezus tu imenuje šatan. To ga je sigurno bolelo v njegovi notranjosti. Zakaj mi je zdaj to povedal? V Mateji 26 je naslednji spodrsljaj. V Getsemanskom vrtu, kdo se je Jezus soočil z vso grozo svojega poslanstva, pravi Petri in ostalim učencem, bojte budni, samo po konci ostonte. Pride za nekaj časa nazaj in med drugimi se ko zgodi, tudi Peter lepo drema, lepo spi. Potem stopimo Janez 18. poglavje. Kasneje v istem dogodki, kot je opisano, je Jezus areteran. Odvija se namen Jezušovega prihoda, ker je učencem jasno napovedal in razložil. In Peter ponovno posproba to preprečiti. In tu je še posebej zanimivo, Peter potegne svoj meč in zamahne proti glavi tistega služabnika in jeme, ko odseka samo vijo. Janez 18:11. Tedaj je Jezus rekel Petru, spravi meč v nožnico, ali naj ne izpijem keliha, ki mi ga je dal oče. Peter še vedno ne razume Jezušovega poslanstva. Te pa je še ti veliki spodrsljaj, ker ga vsi poznamo. Da Jezus napove, kada ga Peter 3-krat zatajal preko gde petelin spopeval. Peter, ko napravi? Pogumno povej, to se ne je zgodilo, stalno mo ges na tvoji strani. Ges držim stjelv, če se na koga leko zaneseš, ti se leko na mene. In ko se zgodi? Ga 3-krat zataji. Neverjetno boleče pa je to, ko pravi Luka 22, 61. poglavje. Ko se je Jezus ozrl na Petra, kdo ga je tretjič zatajil. 61. vrstica. In Gospod se je obrnil in se ozrl na Petra. In Peter se je spomnil Gospodove besede, kako mu je rekel. Preden bo danes petelin zapel, me boš 3-krat zatajil. In šel je ven in se bridko zjokal. Bolečina se je zdela večja, kot pa je mleko prenesel. Kako sem neuspešen. Boga sem razočaral. Ne živim po mojih zmožnostih. Predstavljam si, kaj si. Leko dosti ljudi tako počiti. Gdje je bil Bog sredi
Petrovih spodrslajev, kje je bil Bog sredi njegove bolečine, njegovih obžalovanj. Bil je namen, bil je razlog. Včasih Božja priprava pride zapakirana kot bolečina. Zato sam sebi tudi večkrat povem, ne gledaj na življenje samo z vidika bolečine. To je tako enostavno za napraviti. Sploh v takšnih časih, kot smo zdaj. Opak, ko smo vsega zgubili, te stvari so enostavno ne fair, to prije ne bilo tako, ne mrem normalno na dopust, ne mrem normalno v cerkev, to leto sem si predstavljal čistak noček, zdaj pa imamo vse te ljubljene predpise in ukrepe. Ne gledajmo na življenje samo z vidika bolečine, ampak gledaj na svojo bolečino z vidika namena. Zavedaj se, kaj Bog proba v tebi napraviti nekaj, spremeniti nekaj prlej, kako daleko nekaj skozi tebe Bog včino. Težka stvar, žmetna stvar, s katero se soočaš, trenutno je ne brez namena. Možno, kaj je Bog to stvar dopustil, kaj bi te ukrepil, spodbudo na načine, kakšnega te leko samo ukrepi, prav ta bolečina. Rimljanom 8:28 vrstica. Sicer pa vemo, da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu, namreč njim, ki so bili vpoklicani po njegovem načrtu. Načrt, namen. Bog deluje v vsem, Bog deluje v vseh stvarih. S čimerkoli se soočaš v trenutno obdobju, Bog deluje v vseh stvarih na dobro po njegovom Božjem načrti, ne pa glede na tvojo bolečino. Ko si Bog želi, je, ko spremenimo naš pogled, s katerega gledamo na življenje in ko vidimo Božji dotik tudi v naših bolečinah. Ne mrej si predstavljati, s kim se štokoli sooča, izziva, ampak vsak še ima nekaj. Mogoče si Bog želi uporabiti stvar, ker se najbolje bogiš, ker se razviješ, to, kako te Bog še ponicati. Možno je, kot tudi, če je večja bolečina, je tudi večji namen, za katerega te Bog želi ponicati. Jakob 1. poglavje, 2. do 4. vrstica. Moji bratje, kadar pridete v razne preizkušnje, imejte to za čisto veselje, saj spoznavate, da preizkušenost vaše vere ustvarja stanovitnost. Za stanovitnost pa naj bo značilno popolno delo, da boste popolni in celoviti in vam ne bo ničesar manjkalo. Zato, ker včasih Božja priprava za nas pride v obliki bolečine. In pogledamo še enako nazaj v Luka 2:20, poglavje 31 in 2:3 vrstico. Simon, Simon, glej, Satan vas je zahteval, da bi vas presejal kakor pšenico. Jaz pa sem molil zate, da ne opeša tvoja vera. In pogledamo, kaj je Jezus povedal naprej. Ko se boš nekoč spreobrnil, utrdi svoje brate. Jezus nam pravi, prav to stvar, ker tvoj duhovni nasprotnik še uporabiti, kada te prizadeno, moges uporabo, kad te okrepim. Spreobrnil se boš in kdo se boš, boš drugačen. Boš močnejši, boš pripravljen za moj način, za moj namen. Bolečina je bila način priprave. In spomnimo se, ka potom, kdo je Jezus dopolnil svoje poslanstvo, svoj namen, je prva oseba, ko je predgala na binkoštni den, bil Peter. Ja. Vse te bolečine v Petrovem življenju so bili priprava na to, kada ga leko sveti duh ponudicu v izgradnje cerkve. In te, kdo je Peter leko predgo, kanoj se ljudje pokasajo svoj grehov.
Zato, ker je Peter znal doživel, kot to pomeni, kdo ti Bog odpusti grehe. 3 gezero ljudi je predalo svoje življenje v Kristusu tisti dan in so gratili učenci. Zato, ker je Bog delal nekaj v sredi Petrove bolečine. Mogoče ne bomo videli rezultatov včasih, ampak bomo po veri zaupali Bogu. Mogoče mlajše od mene še toga ne razumejo, ampak mi mladi in naša starejša bratja še posebej, če pogledamo nazaj na naše življenja, v različne obdobje, ki smo se soočali z težavami, lahko vidimo namen te vse bolečine. Zakaj se je to dogajalo? Ker nas je Bog krepil, ker je Bog posegnil v naša življenja. Lahko vidimo, kako se je splačalo biti potrpežljivi v veri in zaupanje v Boga in njegovo milost. Bog je deloval v mojem življenju, Bog drži svoje obljube in Bog mi je stal ob strani v preizkušnjah, v mojih bolečinah. V veri gledam na življenje s pogledom Božjega namena. Ko ima Bog za tebe še pripravljeno? Mogoče si izgubil službo, mogoče se soočaš z zasvojenostjo, ali pa imaš probleme v odnosih z ljudmi in si izgubil upanje. Ne veš več, kaj se je zgodilo in se počutiš čemerno, razočarano ali pa se enostavno izčrpani od vsega dela, od napora, od včenja in si v strahi. Večja je bolečina, mogoče je tudi večji namen, ker ga ima Bog za tebe. Mogoče te pa še Bog enostavno prebuditi in pretresti, te odvrniti od svoje, kaj bi lahko povedal, neodvisnosti in te pripeljati do točke obupa, da vse, ko boš lahko napravil, je to kričal k Gospodi, ker je te pa že čakal, kad te sprejme v svoj objem. In zdaj pogledamo, kaj je namen toga obdobja. Ne vem točno, ne vem, zakaj se to dogaja. Ampak z vsem, kar sem vrvlen, kad je Bog izkazal svojo zvestobo nam, išči ga, vrvle, kaj je prisoten, ker je naš Bog tak dober. Kdo se ponovno vrneš Gospodi, uznanje njegovo dobroto, uznanje njegovo zvestobo, daje njimi slavo in čast v vsem, ko delaš. Zato, ker pri našem Bogu je še vse eno namen, je stalno namen. Mogoče je pa to obdobje bolečine namen za to, ko še prihaja. Zavedaj pa se ene stvari, ko je doživel Peter, ko je doživel tudi Peter. In Gospod se je obrnil in se ozrl na Petra. In Peter se je spomnil Gospodove besede. Jezus se v vsakšni situaciji našega življenja obrača, ozira na nas in nas če spomniti njegove besede, njegovih obljub nam. Predvsem pa od vsakšega izmed nas pričakuje, kadakoli se zgodi, kad popustimo pod težo v bolečine, kad spadnemo na izpiti, napravimo to, kot je napravil Peter. In šel je ven in se bridko zjokal. Bolečina ne da prinesla niti enega rezultata, če ne da spreobrnenja, če ne da bridkoga jokanja, če ne da pravega kesanja za pretekle spodrsljaje. Da Gospod po njegovom smiljenju in v njegovom duhu nam vsem pomaga, kad čujemo in poslušamo Boga, živimo njegove besede. Amen.